Razstava slovenskega sodobnega slikarstva z pomenljivim naslovom Druga generacija predstavlja avtorje, ki ustvarjajo od 80. let do danes. Mi smo pred 2 letoma prav tako v Pironovi galeriji predstavili starejšo generacijo, se pravi Mušiča, Bregla, Stupico, predvsem iz tujih galerij, iz zasebne zbirke v Trstu, iz Muzeja sodobne umetnosti v Zagrebu in Muzeja sodobne umetnosti v Beogradu. Takrat nismo sodelovali z Moderno galerijo, ki nerada posoja predvsem Stupčeva in pa Breglova dela. No, mislim, da je imela ta razstava velik uspeh. Sem imel pa že takrat v mislih drugo generacijo, se pravi Emerik Bernard, Živko Marušič, Metka Krašovec in Marko Jakše. Zakaj Jakše? Končno so vsi drugi starejši avtorji, se pravi 70-80-letniki, medtem ko Jakše pravzaprav pričakuje 60-letnico. Mislim, da je Jakše avtor, ki je posebnega značaja, posebnega pomena v sodobni slovenski, ne samo slovenski likovni umetnosti. Je pravzaprav genij, ki nima primerjave, nima para v sodobnih slikarskih pristopih. Lahko bi seveda vključili še Kirbiša, lahko bi vključili še Prančiča, lahko bi vključili še koga, morda Kovala, vendar je, kot sem rekel, Jakše brez primere. Se pravi, ta druga generacija nastopa brez nekega konteksta, predvsem kot generacija, ki je še živa, ki še ustvarja, ki še danes pravzaprav gradi svoje podobe na novih in novih slikah. Seveda je Metka Krašovec odšla in zato je razstava tudi posvečena njej. In Metka Krašovec, če začnem z njo, je pravzaprav odkrila, čeprav so slike lepotne, o tem ni dvoma in marsikdo ji učita to lepotnost, to vrhunsko estetskost. Vendar je ona iznašla ponovno najdeni paradiž. Pravzaprav je iznašla sliko, kjer se združujejo podobe obrazov na poseben način, ko bi rekel, konstruirane podobe izrazov, kjer je koža, kjer je polt sestavljena iz drobnih pikic, tako da imamo občutek kiparskega dela. V bistvu gre za klasicizem, za neoklasicizem in tudi že v obdobju konec 80. let po novi podobi, ki je vplivala tudi na Metko Krašovec, predvsem mimo Paladino, je ustvarjala tudi slike oziroma risbe dela na papirju, ki so aludirale na grško skulpturo. Pravzaprav gre za neoklasicizem, ki ga je Metka pretvorila v svojo novo podobo. Gre pravzaprav za nova imagine, ne v smislu retrospektive na neko obdobje, ampak v smislu celotnega opusa Metke Krašovec. V bistvu je v teh slikah nek mir, nek popoln mir, nek chiaroscuro, neka posebna svetloba, neka metafizična postavitev figur, cipres in posebne arhitekture. Gre tudi za geometrijska dela, gre za geometrijo, ki so značilna tudi za Metkino slikarstvo. Zdaj, če se pristavim k Emeriku Bernardu, je Bernard zastopan z zgodnjimi deli, se pravi iz 80. in 90. let. Pravzaprav najnovejša dela, ki jih ustvarja danes, so zelo različna. Ni več goste, barvne palete, ni več istrske ikonografije,
kjer so vlepljene v nekakšne kolaže na teh podobah, tudi cunje, prti in pa ta istrska gotska cerkvena ikonografija in pa posebna barvitost, kolorizem, ki je značilen samo za Emerika Bernarda. Gre za slike all over, über die Hindernisse, preko roba, se pravi, kjer je slika po letu 81 prestopila klasični tradicionalni okvir podobe in prešla v drug notranji prostor podobe. Živko Marušič je poseben tič. Živko Marušič vztraja na figuri in figura je pravzaprav odmevala v njegovih podobah tako v severni Italiji in lahko bi rekli, da je v tej srednji Evropi edini, ki je ustvaril novo figuro. Seveda mu očitajo vplive Kije, Kukija, kar je po svoje smešno. Smešno zato, ker je, čeprav so delno res vzporedno potekali pogovori, likovni pogovori Marušiča in predstavnikov neoavantgarde, bi lahko govorili, da je on ustvaril svojsko, avtentično, pristno, lastno figuro. Figuro, ki ima posebne značilnosti, ki niso značilnosti nobenega drugega figuralnega prestopa v evropskem slikarstvu. Recimo, to so figure z zasukanimi udi, z potrojenimi, pomnoženimi rokami in nogami, z konkolo lungo, z dolgim vratom in s posebnim ozadjem. To ozadje pravzaprav je sestavljeno iz aritmetičnih ponovitvenih vzorcev, ki so lahko geometrijski, lahko so samo gobice, rože ali pa rastlinski elementi. In to rastlinski elementi v bistvu dokazujejo, da ozadja pravzaprav na njegovih slikah ni. Marušič ne pozna ozadja, ne pozna senčenja, tako kot ga pozna Metka Krašovec. Se pravi, Metka Krašovec, kljub temu, da so to metafizične podobe, gradi na nekih historično preverljivih in časovno določljivih podobah. To senčenje, se pravi sence, ki padajo v prostor, je ta konkreten prostor, čeprav je nekaj imaginaren, vendar konkreten v smislu, da ga te sence, ko bi rekel, uprostorijo. Zdaj, Marušič tega ozadja nima, zato figure nekako lebdijo v praznem, v praznini, v nekem manku, bi rekel, substancionalnem manku, pa vendarle te figure so večne, tako kot Arpova poezija. Spomnimo se Hansa Arpa, dadaista, velikega skulptorja iz 20. in 30. let. Spomnimo se Arpovih pesmi, na primer Stoječe jajce, Sedeče jajce, Ležeče jajce. Ta poezija nima historičnih oznak, ne nastaja v nekem prostoru, v nekem določenem času, ampak je večna. Brali jo bomo tudi čez 1000 let na enak način kot danes. Prav isto se godi za Marušičevo figuro. Jakše je seveda res genijalen ustvarjalec, popolnoma zavezan slikarstvu. On je zmožen ustvarjati slike tudi večkrat na dan, čeprav zelo je hiter, ali pa zelo počasen, če gradi posamezno podobo na daljšem obdobju. Kot poznamo njegovo slikarstvo, je slikal tudi 4-ročno, 6-ročno, z Fickotom, z hrvaškimi umetniki, z Marušičem in pravzaprav ustvarja neko podobo, ki gradi na 3 elementih. Na majhnih homunkulusih, se pravi na figuri, ki se včasih poveča v ogromne predimenzionirane obraze, na živalih, to so ponavadi zajci in pa druge živalske prispodobe, in na fantastični arhitekturi s posebno svetlobo, s posebno iluminacijo.